še enkrat v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa seveda tudi v svojem imenu. Ker pač bi rekel o gozdno-lesni verigi, danes nismo prav veliko govorili, mi vsem dovolite, da na nekaj slikcah pokažem, kaj nam program razvoja podeželja prinaša tudi v tem segmentu, potem pa še nekaj besed o spreminjajoči se zakonodaji v tem trenutku in pa tisto, kar nas čaka v letošnjem letu oziroma naslednjem letu, pa morda za konec še tisto, kar je moja kolegica državna sekretarka omenila glede koordinacije 16+1, ki pač za Slovenijo prav zagotovo zanimiva priložnost. Zdaj, če se mogoče samo na kratko ozremo tistih ukrepov, ki se dotikajo, jaz bom govoril o celotni gozdno-lesni verigi, torej o primarni proizvodnji in pa potem v nadaljevanju predelave hlodovine, ko pač pride iz gozda, torej bodi si, da govorimo o žaganju in pa potem nadaljnji predelavi v neke više dodane vrednosti. Torej, če pogledamo, vidimo, da smo imeli v preteklem obdobju 4 ukrepe in to so zadnje številke, katere smo na teh področjih uspeli izkoristiti. Prvi ukrep je bil predvsem namenjen investiranju v različno opremo, drugi ukrep, torej 123, ko govorim po vrsti, je bil namenjen primarni predelavi, torej predelavi, ki razreže hlod predela hlod naprej, torej bodi si, da so to deske ali pa sama biomasa in pa potem še zadnje 2 ukrepa, pa tista, ki sta predvsem razrezanemu lesu prinesla višjo dodano vrednost. Torej tudi v novem programskem ukrepu, v novem programskem obdobju imamo nekatere ukrepe, ki so direktno vezani na gozdno-lesno verigo, nekateri pa, kjer lahko določene segmente tudi iz gozdno-lesne verige vključimo, torej v ta širši nabor, ki je pač namenjen kmetijstvu, gozdarstvu in pa predelavi lesa naprej. Torej, če pogledamo najprej operacijo ureditev gozdne infrastrukture, ki je bila danes že omenjena, namreč javni razpis je v teku, jutri in pa pojutrišnjem sta še zadnji 2 predstavitvi. Gre za subvencijo, torej denarna sredstva, tukaj so navedeni upravičenci, delež podpore v višini 50%, najnižji znesek v celotnem programskem obdobju, koliko lahko na posameznega upravičenca dosežemo in pa seveda skupna vrednost. Torej, z tem ukrepom želimo predvsem izboljšati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami, kar seveda tudi v nadaljevanju pomeni pomoč pri, da temu tako rečem, vzpostavljanju celotne gozdno-lesne verige. Potem pri naslednjem ukrepu, ki gre pravzaprav za finančni inštrument, predvsem bo ta inštrument v obliki pomoči kot garancija za kredite subvencionirano obrestno mero. Tukaj lahko vključimo večjo predelavo na prvi stopnji, torej tam, kjer se predela več kot 10.000 kubičnih metrov na leto in pa druga predelava, torej predelava, ko govorimo o višji dodani vrednosti razrezanemu lesu, ampak to sta samo 2, da temu tako rečem, možnosti v okviru celotnega ukrepa, kajti tukaj bojo tudi ostale dejavnosti prišle v upoštev. Če pogledamo naprej, bom predstavil 2 operaciji, ki izhajata iz žalostnega dejstva, da nas je 2 leti nazaj v takelem obdobju oziroma še kakšen mesec več prizadela huda ujma, torej govorimo o žledu. Tukaj vemo, da imamo v ozadju letošnjo sprejeto uredbo za odpravo samih posledic in sicer tukaj govorimo o odpravi škode in pa obnovi gozdov po naravni nesreči. Ukrep sam razpis je predviden v letošnjem, torej še v marcu, morda v začetku aprila. Tukaj bo sam ukrep potekal na način, da bo Zavod za gozdove Slovenije
zagotovil sadike. Sami lastniki, solastniki in tako naprej, vsi pravičenci, ki so tukaj našteti, pa bodo seveda opravili dela. Sofinanciranje opravljenega dela pa bo pač odvisen od stopnje poudarjenosti ekoloških in pa socialnih funkcij. In pa še drugi ukrep, to je pravzaprav ukrep, ki bo plačan za nekaj, kar je že izvedeno, torej operacija ureditev gozdnih vlag potrebnih za izvedbo same sanacije gozdov. Torej tudi tu gre za nepovratno finančno pomoč, torej tiste prometnice oziroma vlake v gozdnem prostoru, ki so bile pač narejene v skladu z načrti, ki jih je Zavod za gozdove Slovenije pripravil in potem tudi sama dela prevzel. Potem naslednja operacija gre za naložbe v nakup nove mehanizacije za sečno in spravilo lesa, tako kot je bilo že omenjeno, tudi to je razpis, ki je bil že objavljen. Zopet jutri po jutrišnjem sta zadnji predstavitvi. Gre zopet za nepovratna finančna sredstva, torej subvencijo, napisani upravičenci, delež sofinanciranja do 40%, najnižji znesek podpore in tako naprej pač po enaki schemi kot tudi prejšnji. Potem imamo še naložbe v predindustrijsko predelavo lesa. Torej, tukaj pa gre pravzaprav za tiste manjše predelave, če smo prej govorili o več kot 10.000 kubičnih metrih lesa na leto, je tukaj manj kot 10.000 kubičnih metrov lesa. Na eni strani gre za subvencijo, na drugi strani pa za finančni inštrument, podobno kot sem že prej razložil, in sicer bo delitev sredstev polovica, 14 milijonov od 28 za samo subvencijo. Razpis sam pa je predviden v drugi polovici oziroma v novembru 2016, torej tisto za finančni inštrument, kjer se pač pomaga predvsem pri pridobivanju kredita, pa je potem predvideno v naslednjem letu, ker je na tem področju seveda najprej še potreben sprejem same uredbe, ki bo temelj za to. Tudi tole je prav zagotovo zanimiv ukrep, morda tudi, če se lahko tako izrazim, za same zadruge oziroma zadružni sistem, kajti tukaj predvsem želimo sofinancirati oziroma recimo temu sofinanciranju ustanavljanje nekih teles, lahko so to, pač tako kot sem rekel, zadruge, zato da lažje začnejo za samim delovanjem. Jasno pa, da je ta ukrep mišljen širše, ne samo z področja gozdno-lesne verige, ampak seveda tudi za ostale in pa tukaj navedena vrednost, ki je za to namenjena. Zdaj, mogoče tisto, kar se aktualno dogaja, tukaj se moja prezentacija konča, pa kljub temu dovoljte še, tako kot je bilo najavljeno, da povem predvsem, kar se tiče spreminjajoče se zakonodaje. Vi veste, da tisti, ki smo se lansko leto tukaj že družili, je pravzaprav bilo nekaj govora oziroma sem vam predstavil, kakšne namene ima vlada pri oblikovanju, kar se tiče gospodarjenja z državnimi gozdovi, torej gozdovi v lasti Republike Slovenije. Torej, sam zakon je bil nedolgo nazaj v Državnem zboru sprejet, imenovan vršilec dolžnosti za direktorja, ustanovitveni akt potrjen na sami vladi, kar pomeni, da sedaj sledi sama registracija podjetja, predvideva v naslednjem tednu, ampak zdaj pride pač tisto, kar je seveda za vas najbolj zanimivo, torej kje se lahko sam zadružni sistem vključi. Kljub temu, da tukaj govorimo samo v narekovajih o 20% gozdov v naši državi, pa kljub temu lahko zelo pomembno pomaga oziroma vpliva v sami gozdno-lesni verigi. Torej, prva naloga, ki seveda so sami razpisi za oddajo del, kajti zakon pač določa, da se ustanovi družba v obliki DOO-ja, ki bo oddajala dela v gozdovih. In tukaj na podlagi razpisa seveda se lahko
prijavijo, bi rekel, vse organizacije, ki so registrirane za delo na tem področju. To je v tem prvem delu, potem pa seveda v drugem delu, ker vem, da se nekatere zadruge s tem že ukvarjajo, oziroma nekatere pa imajo, oziroma imate načrt tudi nadaljnjo predelavo, bo pa ta družba po sečnjem spravilu pač prodajala tudi gozdno-lesne sortimente sama. Torej tukaj je pač neka možnost, da temu rečem, razvoj same gozdno-lesne verige zaradi tega, da lahko pač se pride do surovine. To je seveda, če o celem trgu, slovenskem trgu govorimo, državni gozdovi pač ne predstavljajo najvišjega, ampak kljub temu pač pomemben delež. In te dolgoročne pogodbe, do katerih seveda lahko pride s podpisom med družbo in pa tistim, ki bo primarno ali pa tudi nadaljno predelavo vršil, lahko dajo neko garancijo za to, da se samo zadruga ali pa druga oblika razvija naprej. To je prva novost. Druga novost, veste, da smo se tudi pogovarjali o tako imenovani sledljivosti lesa ali pa po domače prevoznice. Verjetno, če ta izraz uporabimo vsi na tem področju, ki delate, pač veste, zakaj gre. Vi tudi veste, da od tistega trenutka, ko je bil pač intervencijski zakon sprejet zaradi žleda, ki se nam je zgodil, ta sistem je v Sloveniji do konca letošnjega leta preoblikovan od tistega, ki smo ga prvotno imeli, pa kljub temu smo ugotavljali, da bil prejšnji sistem imel neke morda birokratske ovire ali pa kakorkoli, zato smo čakali poročilo Evropske komisije, ki ga je približno pred 2-3 tedni objavila na svoji spletni strani, na kakšen način so to uredbo, ki jo seveda Evropska unija predpiše, posamezne članice Evropske unije tudi povzele v svoj sistem. Torej, namen ali pa tudi napoved, ki jo naše ministrstvo tudi v vladnem programu sprejema zakonodaje, v letošnjem letu predlagalo in vlada tudi potrdila je, da ali bomo po eni strani spremenili člene zakona o gozdovih na tem področju, ali pa bomo pač, ker se to ne dotika samo, bi rekel, upravljanja za samimi gozdovi, pa temu začetku sledenja, ampak v bistvu do konca, ko mora prodajalec dokazovati, da je morda tudi ta pult izhaja iz legalno posekanega lesa, bomo pač oblikovali svoj zakon. Vsekakor pa pri tem oblikovanju, ko bo pač nek osnutek narejen, gre to v širšo javno razpravo, povabljeni posamezni deležniki, želja pa je pač, da se naredi predvsem operativen in pa seveda praktičen, bi rekel, celoten postopek, da ne bo povzročil nekih dodatnih nevšečnosti. Govorili smo tudi, in danes je bil že tole gor omenjen zakon o gozdovih, torej zakon o gozdovih je tisti, ki generalno govori o tem, na kakšen način upravljamo oziroma gospodarimo z gozdovi ne glede na lastništvo. To pomeni od tega, da imamo Javni zavod za gozdove Slovenije, ki je tisti kot nosilec načrtovanja z vsemi gozdovi na eni strani, na drugi strani tudi tisti, ki pač pride do lastnika in mu svetuje na terenu, mu pač odkazuje in tako naprej. In tudi tu pač želimo zaradi različnih, bi rekel, izkušenj, ki so se zdaj več kot v 20 letih nabrale, sam zakon po različnih segmentih, bodisi da je to javna gozdarska služba, bodisi da so to pravice in dolžnosti zasebnih lastnikov, ker vas je le 80%, skratka po posameznih sklopih pač, bi rekel, oblikovati, poiskati nekatere drugačne rešitve, ki so se zdaj izkazale za morda nekoliko slabše, ali pa so neka druga stanja, ki pravzaprav to narekujejo. Tukaj časovnica je pač taka, da je popolnoma jasno, da glede na zahtevnost zakona v letošnjem letu ne predvidevamo, da bo sprejet, to bo v naslednjem letu, ampak vsebinsko dorečen oziroma oblikovan pa pričakujemo, da bo do konca letošnjega leta. Zdaj pa, če se dotaknem še mednarodnih aktivnosti na gozdarskem področju ali pa bi rekel, področju gozdno-lesne verige, torej prvo dejstvo, ki ga tukaj želim izpostaviti, je, da gozdarstvo pač nima skupne politike, tako kot jo
kot jo imate kmetijci. To za sabo potegne določene posledice, predvsem je tukaj jasno, da potem ni nekih denarnih kampanj, da tukaj ni v ozadju neka konvencija in Slovenija na tem področju zagovarja, da bi imeli skupno gozdno politiko, ker določene, predvsem glede na globalno dogajanje, ki ga imamo na zemeljski obli, zahteva za neke odločitve, neke ukrepi morajo biti skupni, ker sedaj so prepuščeni posameznim državam oziroma tudi, če evropsko gledamo, posameznim državam članicam. Zdaj, iniciativa 16+1 je mogoče en korak k oblikovanju nekih, bi rekel, skupnih ciljev, mogoče nekih skupnih aktivnosti, mogoče na kratko v nekaj besedah, da povem, kaj to pomeni. 16 držav je pravzaprav držav, ki niso sicer vse članice Evropske unije, ampak so to države predvsem od Baltika preko, bi rekel, vzhodnega bloka, če se lahko tako izrazim, preko Slovenije in potem na jug. To je 16 držav, ena država pa je tukaj Kitajska. Torej Kitajska je želela organizirati neke vrste mehanizem, da bi lahko sama sodelovala pri oblikovanju nekaterih politikah, vstopu na trg in tako naprej v samo Evropo. In 16+1 je oblikovano v tem delu prostora, kot sem prej naštel, na različnih področjih. Tudi kmetijstvo ima tako iniciativo, gozdarstvo pa jo v tem trenutku še nima, je pa v bistvu ves ta proces tako daleč zapeljan, da bo Slovenija tista, ki bo to iniciativo vodila in predvideva se, da bo maja med 16 državami plus ena ta protokol, akcijski načrt, kakorkoli ga imenujemo, tudi podpisan. Torej, na tem področju seveda na ta način Slovenija zelo, zelo aktivno vstopa v, bi rekel, mednarodno sodelovanje na področju gozdarstva, nam daje neke priložnosti s tem, ko lahko ti vodiš, usmerjaš, predlagaš, katera področja bi se obravnavala, znanstvena, raziskovalna, trgovina, kakorkoli, da v tem prostoru 16 držav to tudi oblikuje in se mi zdi, da je to bi rekel, tako za Slovenijo kot gozdarstvo, pa morda tudi bliže koraku, kar se tiče skupne politike na področju gozdarstva. Toliko za enkrat, se vam lepo zahvaljujem za vašo pozornost, seveda lahko pa več kasneje v sami razpravi.